kaj je pravzaprav bil tudi moj namen, kakšna omejitev sem si zastavil pri obravnavanju torej tega problema škofa Rožmana, to je celo na tem vabilu napisano, ne? Tudi v knjigi, to se pravi ne obnavljati procesa, ne voditi neka kampanje proti Rožmanu, ampak poskusiti torej dati, ko bi rekel, tisto gradivo, torej to smo jaz si osebno zamislil, ki pravzaprav govori z usti Rožmana samega predvsem, o dejanjih, torej, ki so vodila v to nesrečno kolaboracijo. Jaz to kolaboracijo zdaj posebej omenjam, kajti o tem se pravzaprav pogovarjamo. Ne o kakih verskih resnicah. No, vse to je dovolj, ni treba, da to še posebej nadrobno razlagam. Ti dokumenti so, kot rečeno, deloma sami iz ust, oziroma iz pismenih, bi rekel, dejanj škofa samega, deloma pa tudi iz tistih, bi rekel, izjav aktivistov te kolaboracije, ki so se sklicevali direktno na navodila oziroma stališča škofa Rožmana. Torej, to je, bi rekel, tisti okvir, ki sem si ga postavil pri izbiri teh dokumentov. Vsega drugega, pravzaprav sem se dotaknil, kolikor je bilo potrebno v komentarju. Komentar je pa seveda moja stvar. V tem komentarju jaz pač seveda svoje vidike in ugotovitve deloma navajam oziroma na nje opozarjam. In tukaj pravim, da pravzaprav je tisto, kar je za mene zlasti v tem zgodovinopisnem obravnavanju tega problema predvsem vznemirljivo to, da, torej, zdaj ne vem, kako jih ne imenujem, ampak jaz kratko rečem, zagovorniki, današnji zagovorniki Rožmanove kolaboracije iz tistega časa niso pripravljeni uzreti oziroma upoštevati torej tistih dejstev, ki so že znana o tem, da je Rožman dejansko, tako kot smo tudi danes že slišali ponovno, napačno razumel torej namene takratnega papeža na področju zunanje politike v drugi svetovni vojni. Tu ne gre za, bi rekel, teološke razlike, ampak za politične razlike. Te razlike, moram torej to omeniti, je seveda na nek način problem teh razlik je opazil profesor Dolinar v tisti knjigi o Rožmanovem procesu in je celo omenil, da bo seveda mogoče torej Rožmanovo ravnanje natančno, pravzaprav v primerjavi s tem, kakršna je bila dejanska papeževa politika, oceniti šele potem, ko bodo vatikanski arhivi za dobo papeža Pija XII. Odprti. To je seveda gotovo tako. Ampak mi imamo pa vendarle že več kot 30 let na razpolago eno serijo vatikanskih, avtentičnih dokumentov, ki so bili zbrani in izdani po drugem vatikanskem koncilu, očitno tudi v duhu tega koncila, z namenom, da bi prikazali, torej, kakšna je bila avtentična politika Pija XII. Jaz sem se seveda zanimal predvsem za tisto plat, ki je govorila o torej, taki kolaboraciji, ki se je sklicevala na tisto, že večkrat imenovalo, okrožnico Divini Redemptoris iz 37. leta. Torej, ta okrožnica, kot vemo, je bila alfa in omega vsega razglabljanja javnega in internega škofa Rožmana, medtem ko v teh dokumentih, ki obravnavajo predvsem tudi recimo to prizadevanje ameriškega predsednika Roosevelta, da dobi od papeža avtentično tolmačenje, torej
te, bi rekel, okrožnice. To je že objavljeno, kot bi rekel, dobrih 30 let. Jaz to samo zato povem, vse to smo že vse ste lahko prebrali tudi v, ne sicer, imamo te dokumente tukaj v Ljubljani, v knjižnici Teološke fakultete. Večji del teh dokumentov je tudi v Nadškofijskem arhivu. Kdor torej želi, lahko tam to vidi. Ampak za mene moteč element je v tem, da pravzaprav je to vse skupaj ostalo odrinjeno na rob. Vse je res težko brati tiste dokumente, ki so v različnih jezikih in dosti, ko bi rekel, kompliciran naslov. Ampak vendar gre za namensko, lahko sem prepričan, namensko ignoriranje torej te, jaz bi rekel, realne papeže politike, ki kaže, da je pravzaprav v resnici to, kar smo danes slišali, torej odločitev Rožmana osebno in tudi njegovih svetovalcev, bila velika zmota, napačno razumevanje. Zakaj, kako, prosimo o tem, da bomo zdaj govorili.